Evropejci skupno porabijo 190 milijard evrov letno za obrambo. To je 40% proračuna ameriške vojske. Vendar pa moč evropskih sil dosega le 10% operativne zmogljivosti vojske ZDA. Težava Evrope je razkropljenost. V Evropi trenutno proizvajajo 4 bojne tanke. Leclerc v Franciji, Leopard v Nemčiji, Challenger v Združenem kraljestvu in Ariete v Italiji. Potem je tu še 23 oklepnikov, 3 modeli bojnih letal in 89 evropskih oborožitvenih programov. Nekatera letala iz ene države pa seveda ne morejo pristajati na letalonosilkah iz druge države. 75% Evropejcev meni, da je izgradnja skupne evropske obrambe nekaj samoumevnega. Kljub temu pa smo še daleč od tega. Evropske države o tem vprašanju nimajo enotnega mnenja. Nekatere zagovarjajo skupno obrambo, nekatere želijo ostati pretežno neodvisne, druge pa zopet ohraniti svojo nevtralnost. Ko primanjkuje denarja, bi lahko s pravo evropsko obrambo veliko prihranili. Študije so pokazale, da bi Evropejci lahko z boljšim združevanjem sredstev prihranili vsaj 26 milijard evrov letno. Povrhu pa bi evropska obramba postala še učinkovitejša. Poleg gospodarskih razsežnosti obstajajo še nove grožnje, ki bi upravičile potrebo po močni evropski obrambi, ki bi dopolnjevala NATO. Kriza v Siriji, zaostrovanje odnosov z Rusijo in destabilizacija v številnih afriških državah. Mnogo evropskih držav niti nima prave vojske. Sil je dovolj le za kakšno parado. V Evropi imamo le 4 večje vojaške sile. Francijo z obrambnim proračunom težkim 45 milijard evrov, Združeno kraljestvo 42 milijard, Nemčijo 36 in Italijo 22 milijard evrov. Izdatki teh držav predstavljajo 3/4 vojaških odhodkov 28-terice. Med državami, ki nikoli ne bi smele nikogar razjeziti, je tudi naša soseda Islandija. Islandci za obrambo namenijo zgolj 0,1% BDP-ja, v Franciji pa za primerjavo 2,3%. Svojim skromnim vojaškim proračunom, ki znaša 7 milijonov evrov letno, bi si Islandija lahko privoščila le eno bojno letalo vsakih 6 let in v to niso všteti niti stroški goriva. A medtem ko Francoz za obrambni proračun letno nameni 681 evrov, Islandec plača zgolj 22 evrov.